Dobrodošli vsi na pogovoru o evtanaziji. Spraševali se bomo, ali gre za dobro smrt ali za smrt dobrega. Če že samo ime sporoča, da najdeš to pri evtanaziji za nekaj dobrega, namreč prihaja to iz grščine, EU pomeni dobro, thanatos smrt, pa se zdi, da danes to tezo nekritično sprejema vse več ljudi. Zdi se, da se skuša človek prilastiti vse tisto, kar je nekoč izključeno v pristojnosti bogov. Vprašanje življenja in smrti. Tudi znamenita Hipokratova, a še znamenita Hipokratova prisega, še danes zavezuje vse zdravnike, da ne bodo predpisovali smrtonosno učinkovine. Evtanazija postaja danes vse bolj družbeno sprejemljiva. Pojavljajo se tudi pritiski, da bi jo sprejeli v Sloveniji. Po nedavni raziskavi Inštituta Mediana je okoli 58% Slovencev naklonjenih uzakonitvi evtanazije. V Evropski uniji jo dovoljujejo v različnih oblikah v 12 državah. Nedavno so na Nizozemskem sprejeli zakon, ki dopušča evtanazijo tudi za mlajše od 13 let. Izpadlo je kot šolski primer učinka Domin, od konca sodnega preganjanja, medicinske pomoči pri samomoru v 80 letih, do tega, da je danes dostopna tudi otrokom in psihiatričnim bolnikom. Tudi v Sloveniji imamo, kot rečeno, na mizi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sestavilo društvo Srebrnari in v katerem trenutno poteka vroča javna razprava. Res želimo, da tudi pri nas v Sloveniji lahko odločamo o življenju in smrti tistih, ki se zaradi takšnega ali drugačnega razloga in včasih res neznosnega trpljenja želijo odločiti za smrt. Kaj pa pritiski do sebe, do svojcev, tegovani evtanazijski mobbing? Kakšne vrste evtanazije pa sploh poznamo in predvsem, kaj ni evtanazija? Zagovorniki evtanazije so prepričani, da je naša civilizacijska norma, da vsem trpečim zagotovimo dostojanstveno umiranje, dokončanje življenjske poti brez bolečin. Poleg tega se zagovorniki evtanazije opirajo na dejstvo, da je naše telo samo naše, zato lahko z njim počnemo, kar želimo. Vse drugo je kršitev osebne svobode in na vsezadnje temeljnih človekovih pravic. To z mislijo ponazori tudi slavni nemški filozof Friedrich Nietzsche, ko reče: obstaja pravica, po kateri kakemu človeku vzamemo življenje, a nobene, s katero bi mu lahko vzeli smrt. To je zgolj okrutnost. In zdi se, da se taka logika tudi danes razširja. Kamenček v mozaiku živahne debate želimo prispevati tudi danes na Škofijski klasični gimnaziji, kjer toplo pozdravljam prominentne goste, profesor doktorja Matjaža Cvitra, onkologa z dolgoletnimi izkušnjami dela z umirajočimi, ter avtorja knjige Pogovarjamo se o evtanaziji. Pozdravljam dva člana Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, izrednega profesorja, doktorja Urha Grošla, zdravnika, pediatra in profesor doktorja Boruta Ošlaja, filozofa z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Okroglo mizo bo povezovala alumna Škofijske klasične gimnazije Mejta Rus, ki je tudi sama zdravnica, specializantka družinske medicine. Hvala lepa in prepuščam besedo. Tako najlepša hvala za povabilo pa za organizacijo tega omizja. Zdaj zamislila sem si ga tako, da bi najprej po definiranju teh osrednjih pojmov pa umestitvi teme v nek tudi časovni prostorski kontekst, da bi se najprej posvetili bolj filozofskim vidikom evtanazije, potem pa še bolj situaciji v Sloveniji in predlogu zakona, ki je trenutno v razpravi. Na koncu bi pa še malo pogledali, kaj lahko pa ponudimo na mesto evtanazije. Čisto na koncu bo prostor za vprašanja, če se v kako porodilo. Tako da bi mogoče za začetek prosila profesor Ošlaja ali pa tudi kdo drug, če lahko najprej definirate, kaj pomeni evtanazija, samomor s pomočjo
tudi paliativna oskrba, kaj to je. Prosim. Hvala za povabilo, hvala za vprašanje in hvala gostom, ki so prišli na to srečanje. Kar se tiče same opredelitve, definicije teh pojmov, je treba najprej opozoriti, da ne obstaja v Evropi enotnost glede osnovnih pojmov, da so določene take sive cone z različnimi razlogi, to se verjetno tudi ne bi spuščal, ampak tisto, kar se je pri nas uveljavilo in pri čemer je bila tudi Komisija za medicinsko etiko zelo aktivna, je bil dosežen neke vrste konsens, da s pojmom evtanazije mislimo usmrtitev na zahtevo. To pomeni, ko nam tuja oseba vnese neko smrtonosno učinkovino in sama povzroči smrt pacienta, pri čemer je asistiran samomor druga možnost, kjer pa si bolnik, pacient sam vzame življenje, pri tem pa mu tretja oseba asistira s tem, da mu dostavi smrtonosno učinkovino, ki jo potem sam vnese vase. Zelo pomembno je razlikovati tudi med prekinitvijo zdravljenja ali opustitvijo zdravljenja. To so sicer termini, o katerih bi moja kolega bolje govorila, ampak jaz sem že bil vprašan, si jemljem to pravico, hkrati pa dopuščam, da me boste dopolnila, če bi povedal karkoli narobe. Skratka, z opustitvijo, prekinitvijo zdravljenja mislimo torej medicinski postopek, pri katerem je bolezen pravzaprav prišla v fazo, kjer je ni več mogoče zdraviti, oziroma obstaja tudi želja pacienta, to je njegova pravica, da se ne zdravi več, in v tem primeru je zdravnik dolžan prekiniti zdravljenje. In ta prekinitev zdravljenja seveda lahko pripelje potem do smrti, oziroma odvisno od bolezni se to tudi največkrat zgodi. Opozarjam na ta termin zaradi tega, ker se v javnosti pogosto zamenjuje z pojmom pasivne evtanazije. Mi se zelo trudimo, da tega pojma ne bi uporabljali zaradi tega, ker pobudnikom zakona za legalizacijo evtanazije služi kot izhodišče za to, da pokažejo, da obstaja že pasivna evtanazija in da je potem iz te pasivne evtanazije do aktivne, kar pomeni usmrtitev na zahtevo, zelo majhna meja. Rečejo, saj že imamo evtanazijo, dopuščamo smrt pacienta s tem, da ga ne zdravimo, zakaj mu potem ne bi tudi aktivno pomagali. Ampak dejansko gre za dva popolnoma različna postopka. Zdravnik, ki opusti zdravljenje, ne želi ubiti pacienta, temveč ga ne želi izpostavljati nesmiselnemu zdravljenju, če se ve, da medicina v določeni fazi poteka bolezni ne more več zdraviti pacienta. To je nekaj popolnoma drugega kot usmrtitev na zahtevo. Paliativna medicina je seveda celostna oskrba umirajočih, kater edini namen je spremljanje bolnika v zadnji fazi neke neozdravljive bolezni, ki pa lahko traja zelo dolgo. Tisti, ki se ukvarjajo s paliativno medicino, vedo, da ni nujno, da smo tukaj v hospicu ali na intenzivni, izpostavljeni intenzivni negi, temveč da gre tudi za pogosto neozdravljive bolezni, ker smo deležni potem številnih medicinskih postopkov. Kaj je še treba z tem povedati? Tako mogoče bi samo dopolnila, da raj kot o paliativni medicini govorimo o skrbi paliativni, ker je še za duhovno oskrbo, socialno, duševno. Tako, hvala vam. Zdaj, ideja o evtanaziji ni nova, prisotna je praktično skozi celo zgodovino, tako če lahko profesor Grošelj poveste. Ja, hvala za besedo. Se pravi, zagotovo samomor spremlja, pa tudi evtanazija v definiciji, kot je bila podana, spremlja človeka skozi svojo zgodovino. Ampak lahko rečemo, zgodovina moderne medicine se v bistvu lahko vidimo začne z Hipokratom. Se pravi, ta hipokratska tradicija, Hipokrat je naredil medicino nekaj drugega od šarlatanstva, zlasti zato, ker pač zahtevo najprej ne škodovati. To pomeni, da moramo biti v bistvu prepričani, pa na nek način moramo tudi ugotoviti, kaj je tisto, kar ne škoduje. In šele na ta način začnemo tam 2500 let nazaj govoriti sploh o nečem podobnem, kar je medicina. Tako da mogoče moramo evtanazijo od takrat naprej delati. Hipokrat je zahteval, ena v kodeksu pač rečemo, da ne bomo dajali pacientom sredstev, ki ga bodo usmrtile. Tako da v bistvu hipokratska tradicija lahko vidimo, da je bila nekako nenaklonjena, ali pa je zapovedvala prepoved evtanazije. Seveda, v nekem manjšem obsegu, verjetno tudi mogoče v kakšnih drugih kulturah je to obstajalo, ampak lahko rečemo, da nekako do 20. stoletja to ni bila neka
uradna medicina. Zagotovo je zelo veliko tukaj dodali tudi krščansko, oziroma ta judovska krščanska tradicija, vemo pač 5. zapoved ne ubijaj. Evtanazija kot v bistvu umor človeka je bila vse skozi s tem neka opcija, ki nekako v naši zahodni kulturi ni bila nekako dobrodošla. Potem so se stvari v bistvu, vsaj, če govorimo o naši kulturi, nekako šele v zadnjem stoletju, 100 let nazaj, so v Nemčiji, potem vemo, so se pojavili nekako te evgenična tradicija, se pravi, da so začeli razlikovati življenje, ki ni vredno življenja od tistega, ki je vredno. Nacisti so potem seveda to pograbili in ta svoj program eutanaziji v 30 letih pa med vojno seveda dost v narekovajih uspešno vodila. Se pravi, takrat imamo neko zelo žalostno zgodovino, se pravi, tega, da so usmrtili mnogo recimo duševnih bolnikov, v bistvu prizadetih otrok, in tudi drugih ljudi, ki so jih nekako smatrali za družbeno nekoristne. Potem, verjetno tudi zaradi teh nacističnih zločinov, je bilo nekaj časa, morda lahko rečemo, mir. Ampak potem, razen seveda, kakor sem videl, Švica 1942 je dopustila pomoč pri samomoru. Takrat ima zakon, čeprav ne vem, koliko se je v praksi izvajal. Potem je pa minilo po teh nacističnih zločinih kar nekaj časa, nekako 40-50 let, ko so se ponovno pričeli pojavljati majčkeno bolj znatni pritiski po tem, da evtanazija nekako bi mogla imeti neko vlogo v medicini, v družbi, ampak mogoče za razliko tiste nacistične, predvsem je bila razlika ta, tudi medicina je v tem času razvila določene varovalke, da se nobenega tazga posega ne sme upravljati brez soglasja, se pravi, da te mora najprej vprašati in če se strinjaš, se pravi, mora biti to tvoja volja. Tega v bistvu nacisti niso upoštevali pogosto, mogoče kdaj tudi. In pa potem so se te pritiski začeli večati in nekako v zgodnjih 2000-ih, Nizozemska je spet nekako Severna Evropa je bila tukaj od spredi, Nizozemska je nekaj časa nekako dopuščala evtanazijo, potem so pa Belgija 2002, Nizozemska 2002, Luksemburg 2009, so Albanija celo naj bi bila 1999, nekatere države v Evropi so uzakonile evtanazijo, se pravi kot neko tako legalno opcijo. Nekatere druge države, v ZDA, zvezne države Washington, Oregon, Vermont, Montana, pa v bistvu bolj pomoč pri samomoru, oziroma nekatere malo mešano, Kalifornija tudi nazadnje pomoč pri samomoru in pa Kanada, nekaj držav je teh več v zadnjih letih, ampak tukaj lahko rečemo, da se je nekako ta plas mogoče v 90-ih let dalje ali pa v 2000-ih usul. In zdaj so seveda za vse te države, ki še nimajo take ureditve, so te pritiski lahko rekel, če dalje večji. Hvala. Zdaj, na tem omizju bomo uporabljali večinoma besedo eutanazija, ampak s tem mislimo tudi samomor oziroma samo usmrtitev s pomočjo, da smo si na jasnem. Zdaj, profesor Cvitar, vi že dolga leta delate kot onkolog in verjamem, da ste se kdaj tudi srečali z željo bolnikov, da bi predčasno končali to življenje. Poznate tudi izkušnje držav, kjer je že uzakonjena evtanazija. Kaj so tisti najpogostejši razlogi, da bolniki prosijo za pomoč pri končanju življenja? Glede, bolnikova prošnja za najraj bi umrl je daleč najpogosteje samo izraz ene stiske, pomagajte mi, ne morem več, težko mi je. Ni pa to isto kot da bi mislil bolnik dobesedno, dajte mi nekaj, dajte mi strup, ki bi me spravil na drugi svet. Skratka, daleč največkrat, jaz se ne spomnim nobenega bolnika, pa sem jih imel
dobesedno tisoče, ki bi prosil za smrt. Prosi pa za pomoč, tudi lahko z besedami, tako mi je hudo, da bi kar umrl. S takimi besedami. Tako da pri hudo bolnih ta zahteva, če imajo kolikor toliko dobro urejeno oskrbo, ta zahteva je zelo redka, saj da bi jo dobesedno vzeli. Urha, ti kaj drugače videti? Ne, jaz isto mislim, ne? Mi imamo mogoče na tej pediatrični strani spektra sploh, ne, v bistvu je teh zahtev še toliko manj, tudi pri teh mladih odraslih mogoče z nekimi progresivnimi neozdravljivimi je to zelo redko. Nekako imamo bolj obraten vtis, da so včasih ljudje, ki so v tej zadnji fazi mogoče si živijo lahko celo na nek drugačen način, si želijo, se oklepajo mogoče življenja. To je bolj vtis mogoče, v večini primerov. Ja, tako da ta iskrena želja je redkost. Sej to priznavajo na koncu tudi avtori zakona, ki govorijo o tem, da naj bi bilo kakšnih 30 primerov na leto, o tem govorijo v Sloveniji, ki bi za to zaprosili. Se mi pa zdi bistveno, da tle nekatere stvari razjasnimo. Torej, tako kot je rekel Urh, evtanazija pomeni prostovoljno odločitev. Če odločitev ni prostovoljna, potem to ni evtanazija. Zdaj, kaj pa pomeni prostovoljnost? Prostovoljnost pomeni, da si popolnoma avtonomen v tej svoji odločitvi, da na tvojo odločitev ne vplivajo drugi. To ni samo podpis enega papirja, ampak neka notranja iskrena želja, da bi se to zgodilo. In tukaj se lahko vprašamo, koliko so hudo bolni res avtonomni. Praktično vsi, ki se bližajo koncu življenja in so v taki situaciji, da bi začeli razmišljati o tem, da se njihovo življenje lahko aktivno konča, torej za evtanazijo, praktično vsi so odvisni od tuje pomoči. Tako da govoriti, da je to avtonomen človek, čisto neodvisen, je neke vrste sprenevedanje. In ne smemo pozabiti, da svojci niso vedno najbolj ljubeči, da za svojce predstavlja pacient, bolnik, njihova bližnja oseba, ki je pa zdaj hudo bolna, predstavlja lahko zelo hudo breme. Tako da zanimiva je statistika iz Nizozemske, da je zelo malo pacientov, ki zaprosijo za evtanazijo, če so v hospicu. Velika večina jih je v domači negi. In tukaj si v tej situaciji, da nekdo, ki je hudo bolan, obremenjuje svojo družino, vidi, kako jim je v breme in morda res sam reče, da želi umreti, ampak v bistvu gre za to, da želi iz ljubezni do svojih bližnjih, želi razbremeniti svoje bližnje ali pa celo pod pritiskom svojih bližnjih, kdo ve. Tudi to se lahko dogaja. Ljudje znajo biti, nimajo vsi zelo harmoničnih odnosov v družinah, ljudje znajo biti s bolnikom tudi kar hudo kruti. Tako da ta avtonomija, na kateri počiva celoten ta zakon, predlog zakona o pomoči pri končanju življenja, ta avtonomija pacienta je kot temelj tega zakona. Češ, sam lahko odločam o sebi, sam imam vso pravico, tako kot je kdo je rekel za Ničeja. Ta temelj je šibak. Ta temelj je šibak. Tako da, če bi imeli čisto za vsakega pacienta, za vsako osebo v Sloveniji, možnost dobre paliativne oskrbe v nekem hospicu, v domu za upokojence, na negovalni bolnišnici ali kjerkoli, kjer bi bil razbremenjen tega, da on obremenjuje svoje najbližje, potem bi bila debata bistveno bolj čista. Dokler pa vemo, da bo v, ne vem, 70, 80, 90% šlo za paciente v domači oskrbi, ki so v breme svojim svojcem,
Je pa zelo tvegano to možnost odpreti. Lahko samo kratko dopolnilo v zvezi z pojmom avtonomije, ker je, kot ste ustrezno omenili, ključen pojem ali pa eden izmed ključnih pojmov, na katerega se pobudniki opirajo. Tukaj na kratko samo opozarjam in dodajam, da čiste avtonomije pravzaprav ni. Avtonomija je idealni pojem. Mi smo v večji ali manjši meri avtonomni, kar pomeni, da v večji ali manjši meri posedujemo škarje in platno našega življenja, sicer se pa praviloma ne zavedamo na vse tiste vplive, ki se jih niti ne zavedamo, ki pa določajo, ne nazadnje tudi skozi naše prepričanja, stališča, interese, ki jih imamo, ki jih diktira družba in podobno. V zvezi z avtonomijo in vprašanjem, v kolikšni meri je oseba, ki trpi neznosne bolečine, zmožna avtonomno sprejeti neko odločitev, pa je treba brez kakršnega koli okolišanja dodati, da v fazi, ko človek neznosno trpi, kar pustimo za obstrani, kaj je neznosno trpljenje, tudi to je problematičen pojem, da je pripravljen storiti vse, resnično vse, zato da bi se trpljenju izognil. In njemu ne gre za to, da bi umrl, temveč v smrti vidi sredstvo in način, kako se izogniti trpljenju. Pomislimo samo na številne iz srednjega veka, poznamo mučenja. Tudi danes se nekateri lotevajo mučenja, da bi iz ust mučene osebe izvabili vsa mogoča priznanja. In ko človek mučen, je pripravljen povedati vse, tudi neresnico, zato da se mučenju izogne. A je to avtonomna odločitev? Gotovo ni. Hočem reči, takrat, ko človek trpi, ni več zmožen avtonomno, dobro, racionalno razmisliti, temveč bo storil vse, da se trpljenje izgubi. In če je mnenja, in če mu drugi sugerirajo, in zakon to sugerira, da ti pa lahko ponudimo usmrtitev na zahtevo ali asistiran samomor, potem bo ta oseba potem posegla, ker v tem vidi edini način, da se trpljenju izmakne. Pa še en vidik, naslednji vidik je pa ta, to, kar v bistvu Matjaša, si ti povedal, to je neke vrste zloraba tega postopka, da je nekdo potisnen v to odločitev. Mislim, to ni namen tazga zakona, ampak do tega bo gotovo prišlo. Hkrati pa vemo, izkušnje držav, ki so to uzakonile, so glede tega izjemno neugodne. Seveda nekih pravih študij ni, koliko jih je dejansko ljudi v to potisnenih, ampak vemo, da zlorabam se ne da izogniti. Se pravi, vemo pa, da bo en velik delež tistih, ki se bo odločil, bo v končni fazi imel odločitev, ki ne bo ustrezno dokumentirana in ki bo izvedena brez nekega ustreznega soglasja. Se pravi, vsakmu starostniku se v bistvu lahko zgodi, da bo končal pač z neko evtanazijo, ampak bo to odločitev, ki bo ali na nek mehak način izsiljena v tej prvi fazi, ali pa v naslednji fazi izvedena na nek način, kjer ne bo jasno, ali je v to sploh kadarkoli veljavno privolil ali ne. In to je v bistvu izjemno, jaz mislim, da bi moglo biti na neko dejstvo, ki bi moglo ljudi skrbeti, zlasti stare ljudi, ampak se prej bomo vsi tam. Tako da tukaj te predlagatelji, ki se sklicujejo na to, da možnosti zlorab v tej varianti predloga ni, to je v bistvu navadno zavajanje ljudi. Sprenevedanje tudi. Ja, mogoče se najprej posvetimo samo temu dejanju evtanazije kot takem, pa se bomo pa še malo bolj obrnili v smer legalizacije evtanazije, kaj to pomeni. Zdaj to avtonomijo smo že omenjali, zdaj še drug temelj oziroma argument, zakaj uboj drugega, kar evtanazija je, upravičujemo, je pa vidik dobrodelnosti do trpečega. Zdaj tudi trpljenja smo se malo že dotaknili. Meni zelo lepo razliko med bolečino pa trpljenjem opredeli misel Adriana Pesine, pač da je razlika ta, da gre pri trpljenju za pomanjkanje smisla. Torej tudi, če te zelo boli, pa če vidiš nek smisel v življenju, ne trpiš toliko, kot pa če nimaš smisla, pa tudi, če nisi sploh bolan. Tako da mogoče vi, profesor Cvitar, ki delate največ s bolniki, tudi onkološkimi, zakaj gre pri trpljenju ob koncu življenja in do kakšne mere se ga da ublažiti trenutno medicino? Čisto z medicinskega stališča pač imamo različne oblike trpljenja, fizično. Največkrat se omenja bolečina, so pa tudi druge težave, ki so lahko tudi zelo, zelo neprijetne, obremenjujoče za pacienta, od slabosti, karkoli že. Cela vrsta fizičnih težav je, ne samo bolečina. Recimo kolcanje mi prihaja na pamet, je ena težava, s katero se včasih spopadamo pri bolnikih,
ker nimamo zelo dobrega načina, kako kolcanje umiriti in je lahko izredno moteče. No, slabosti in tako naprej, bruhanja. To je telesno trpljenje, ampak potem imamo še duševno trpljenje, ne? Potem pa socialno trpljenje. Socialno trpljenje pa še najtežje v bistvu ga medicina rešuje. Ne? Osamljenost pri starih ljudeh je zelo pogost pojav in stari ljudje velikokrat vidiš, da v končni fazi je njihov glavni problem, da so sami in da nimajo enih normalnih socialnih stikov. Zdaj ja bomo osamljenost reševali z evtanazijo, to pa se mi zdi malo perverzno. No. Tako da trpljenje je skratka stvar, za katero, ki je neopredeljivo, tako kot ste rekla, da je za nekoga je to pač sprejemljivo dejstvo, okoliščina tistega časa, nekdo drug bo pa rekel, da je neznosno. Ne? Še toliko bolj, če imamo pa, tako kot je v tem predlogu zakona napisano, trpljenje, ki ga ni mogoče ublažiti na način, ki bi bil za osebo sprejemljiv, tako je napisano. Ne? To se pravi, da ne samo, da mora trpeti, ampak tudi če imam jaz možnost, da bi njegovo trpljenje ublažil, recimo z dobro protibolečinsko terapijo, bo nekdo rekel, ja, morfija pa ne bom vzel. Ja. Če ne vzameš morfija, te bo bolelo, ne? Ampak ne more zdaj reči, zato ker se on je načelno proti morfiju ali pa proti čemurkoli. Ali recimo nekdo trpi zaradi raka, in bo rečeš, lejte, vas bomo operirali in bo bolečina ja, operacije pa ne. Potem ne moreš reči, zdaj pa, torej on ima pravico odkloniti zdravljenje, ampak ne more iz tega potegniti zaključka, da ga moram jaz pa potem ubiti. Je meni zelo pomenljiva misel enega filozofa, ki se zdaj ne spomnim imena njegovega, ampak da je možno, da evtanazija naredi neko trpljenje neznosno. Da če človek ima to možnost, kaj zdaj to neznosno trpljenje? Mislim, jaz bi tukaj mogoče dodal, neznosno trpljenje kot pogoj postaviti je zelo vprašljivo, zato ker trpljenje vsak sam definira, je dosti subjektivna kategorija in zdaj, kako ti lahko nekomu pojasniš zanga, da to trpljenje ni neznosno, če on tako čuti, pa je lahko je tudi iz neke duhovne ali pa socialne ravni, ki mu jo ne moreš odzeti dejansko. Ja. Mislim, lahko bi jo oblažil, mogoče družba bi mogla imeti neke mehanizme za to, da bi to oblažila, ampak on tako čuti in seveda potem imeti še to opcijo. Mi imamo na Nizozemskem primere mladih, ko enostavno niso videli nekega smisla v življenju, in so nekako, če imajo to opcijo, zdaj spet oni lahko zase trdijo, da neznosno trpijo, kar mogoče subjektivno drži, ampak imajo ta opcijo, ki je potem seveda nekaj povsem drugega. Skozi zgodovino so zagotovo saj fizično ljudje bolj trpeli kot zdaj, ampak so imeli neke mehanizme socialne ali pa vera, recimo, mislim, stare mamice so pač šle kmalu zvečer, pa molile pa tako naprej in so na ta način predelovali, po moje objektivno, lahko bistveno večja trpljenja kot je zdaj, pa so rade živele, verjetno. Tako da tukaj nekako je zelo vprašljivo, ali tukaj na prav način rešujemo en problem. Se pravi, družba ima zdaj nek nov problem, ki ga rešujemo verjetno na zelo napačen način, ki ne bo nič rešil, samo verjetno, hipoteza je ta naša, verjetno do vseh, da bo še neko večjo skupino ljudi spravil v neko večjo stisko. Gre za reševanje problemov z uvajanjem postopkov, ki bodo sprožili več problemov, kot jih bomo pa s temi postopki rešili. Ampak dovolj samo en ilustrativen primer k problematični opredelitvi, kaj neznosno trpljenje je. Ilustrativen primer v Švici je bila, zdaj se ne spomnim koliko let nazaj, je bil odobren asistiran samomor 80-letni ženski, ki ni trpela nobenih bolečin fizičnih, ni bila bolna, je pa psihično trpela. Zakaj? Zaradi tega, pazite to, zaradi tega, ker se je ob pogledu v ogledalo zgrozila. Ko je bila mlada, je bila namreč lepotica.
z 80 leti je seveda težko ohraniti lepoto, ki smo jo imeli, če smo jo imeli v mladosti. Ne? In je ob tem pogledu v ogledalo tako trpela in prepričala zdravnike oziroma psihiatre, da je njeno trpljenje neznosno in je bilo odobreno. Je bila usmrčena, torej so jo asistirali pri samomoru. To pomeni, kako širok, kaj se za pojmom neznosnega trpljenja se skriva. Ne? Ker je zelo subjektivna kategorija, lahko vsak, skratka, jaz nikoli ne morem natančno vedeti, kakšna je stopnja trpljenja. Jaz ne dvomim v to, da je ona dejansko resnično zelo trpela. Hočem reči, se sproži spet celotno polje, vzpostavljamo pogoje, znotraj katerih lahko kadarkoli, kdorkoli zaprosi za usmrtitev. Tako kot če bi nekdo, predstavljamo si, da z mladostjo dobi vsak od nas tabletko, s katero lahko kadarkoli prekine svoje življenje. Če bi to tabletko vsak od nas imel in bi v kulturi, skozi kulturo in naše postopke navadili ljudi, da je smrt nekaj samo po sebi umevnega in da je smiselno samemu sebi vzeti življenje, kadarkoli bomo izpostavljeni neskončnemu in težkemu in hudemu trpljenju, vprašamo se, kakšna je bila demografska slika danes. Ljudje bi množično jemali sami v sebi življenje, če bi takšno tabletko v sebi imeli in če bi družba od začetka nas vzgajala, da je smrt v trenutku, kot smo izpostavljeni trpljenju, nekaj, torej najboljša rešitev. V to smer legalizacija gre in to vrstne nevarnosti odpira. Potem smo pa videli še nekatere druge zanimive utemeljitve, kot so recimo naveličano življenje. Se pravi, po 70 letu na Nizozemskem so ljudje, ki jim nič ne manjka, ki bi lahko veliko dali tudi še družbi, pa so naveličani življenja in imajo to opcijo. Mislim, kakšno sporočilo je to konec koncev za enega mladega, da si naveličan življenja. Danes imamo veliko 17-letnikov naveličanih življenja in to ni dober, mislim, to ni dober signal, nikakor ne. Ja, in čisto v praksi so na Nizozemskem usmrtili eno mlado punco, ni dolgo tega, ki je rekla nekaj čez 20 stara, ki je bila spolno zlorabljena v otroštvu in je zaradi tega spomina na to spolno zlorabo tako hudo trpela, da je zahtevala evtanazijo in so jo opravili. Ja, zdaj pač dejstvo je, da ljudje trpijo iz takih in drugačnih razlogov in če se malo dotaknemo tej argumentu dobrodelnosti do trpečega. Zdaj mogoče malo provokativno vprašanje, da iz usmiljanja evtanaziramo živali, ko trpijo, zakaj zdaj ne človeka, ki neznosno trpi in sploh če sam prosi za to. Kaj zdaj je ta razlika mogoče? Razlike je kar precej. Jaz sem s tem vprašanjem se bil soočen tudi na neki debati in natanko to je bilo izhodišče, češ konja lahko usmrtimo, pripeljemo ga v veterinarsko ambulanto in bo veterinar ali veterinarka konja, če gre za neozdravljivo bolezen in tako naprej, ali pa če gre za starega konja, usmrtila. Jaz sem bil takrat nekoliko nesramen tej osebi, nisem v javnem pogovoru, ampak potem rekel, če je tako, moram pa dodati še nekaj. Ta oseba, s katero sem se pogovarjal, tudi trdila, da med človekom in živaljo ni načelne razlike in to je pomembno pri tem argumentu. Če govorimo o tem, da med človekom in konjem obstaja, ali pa živalmi obstaja načelna razlika in večina nas bi rekel tukaj, da se strinja, da obstajajo razlike med človekom in živalmi, ampak če trdimo, da te razlike ni, potem, in ta oseba je trdila, da ni te razlike, kot sem rekel, zakaj potem uvajati evtanazijo, potem ta človek ne gre na veterinarsko ambulanto in ga lahko usmrtijo, če razlike med človekom in živaljo ni. V tem smislu sem bil nekoliko nesramen. Ampak je razumel, ampak ta oseba je vehementno na javnih prireditvah trdila, da med človekom in živaljo ni nobene razlike, če je stopenska razlika, mi smo mogoče nekoliko bolj inteligentni in tako naprej, ampak to je vse. Rekel, če je tako, veterinarske ambulante delajo, to je legalno, potem lahko gremo tja. Ne gre tukaj za nekaj drugega, ne samo za ta primer, mislim, nekoliko humorno sem to predstavil, zato se zavedamo, v kakšne paradokse nas lahko v te razprave okrog evtanazije vodijo. Obstaja drug, čisto načelen problem. Konj ali pa živali se ne zavedajo tega, kar z njimi počnemo. Tudi če je ta evtanazija pri njih smiselna, zaradi tega ne bo število usmrtitev pri konjih ali psih in mačkah naraslo. Pri človeku je drugače. Mi se zavedamo našega življenja, kvalitete tega, kar je smrt in če ta zakon uvedemo v družbo, potem ne vpliva to samo na tistega, ki ga bomo usmrtili ali mu pomagali na usmrtitev, temveč vpliva na vse nas. Poglejte, vsi se tukaj zbrali, ker vas to vprašanje zanima. Živali se nikoli ne zberejo pri razpravah o tem, kaj pomeni smrt za njih. Pri nas se ta postopek potem razširi v celotno družbo in postane to družbena norma. Pri živalih nimamo družbene norme in tudi to je ena izmed razlik med nami in živalmi. Skratka, tista žival bo dejansko usmrčena in ne bo imela nobenega vpliva na druge živali. Pri nas pa, če to uvedemo, bo imelo vpliv na vse nas.
na vse nas. Tudi če smo kategorično proti temu, se bomo počasi skozi normalizacijo usmrtitev, tudi preko vzgoje se bomo navadili na to, da je usmrtitev nekaj samo po sebi umevnega, oziroma da obstajajo vidiki življenja in stanja našega življenja in različne presoje našega življenja, ki dopuščajo usmrtitev kot nekaj smiselnega, nujnega in celo dobrega. Gotovo, da sočutje lahko človeku pomagamo umreti. Nekaj drugega, povsem nekaj drugega pa je, če z tega naredimo zakon in z tega naredimo pravno normo. Ta potem dejansko poseže v vse pore družbe in družbo preuredi. V bistvu gre za poseg, gre za ukrep, ki posega v samo jedro tradicije humanizma, v samo jedro. Vprašanje, kako vrednotimo življenje, vprašanje osnovnih norm, osnovnih vrednot. Ampak to je zapleteno vprašanje, se ne bom spuščal, razen če bo kdo hotel, da se o tem pogovarjamo. Ja, gre tudi za ta pojem človekovega dostojanstva, ki ga omenjajo tako zagovorniki evtanazije, kot tudi nasprotniki. Se mi zdi, pač čeprav je pravica do osebnega dostojanstva zapisana v ustavi, to razumemo zelo različno in včasih se tako sprašujem, a je še smiselno uporabljati pojem človekovega dostojanstva, če nam korist, če imamo res tako različne poglede na njega, ker recimo dr. Pleterski, eden od avtorjev zakona, trdi, da je dostojanstvo nekaj subjektivnega, samo vsak zase lahko reče, kdaj ima dostojanstvo, kdaj ga nima. Mogoče kakšna misel na to? Mogoče je res subjektivno, ampak predvsem tisto, na kar je treba opozoriti okrog dostojanstva, je, da to ne sme biti omejeno na telo človekovo. Zelo v nasprotju z enim mojim, recimo, ali pa pojmovanjem dostojanstva je, da bi rekel, da če ne morem skrbeti za osebno higieno, če mi morajo pri tem drugi pomagati, da sem izgubil svoje dostojanstvo. Dostojanstvo je vezano vendarle na človeka kot na osebnost. Tisti, ki gleda s prezirom na bolnika, ki potrebuje recimo ravno te stvari, pomoč pri osebni negi in pri hranjenju in tako naprej. Tisti bo seveda rekel, da je izgubil dostojanstvo, če se sam znajde v taki situaciji. Drugi pa mislimo, da je dostojanstvo vendarle neka višja kategorija in da ima tudi človek, ki je nepokreten, ki rabi vsak dan veliko pomoči, da je še vedno ima svoje dostojanstvo, še vedno je oseba, še vedno je človek. Tukaj je bistvena razlika med tem, če gledaš na človeka kot na telo, ali pa boš ti kaj rekel? Ja, mislim, dostojanstvo je eden izmed ključnih pojmov pri vprašanju evtanazije, pa ne samo pri evtanaziji, ampak tukaj se zaostri in nas bega, predvsem zaradi tega, ker se vsi tako zagovorniki kot nasprotniki nenehno sklicujejo na dostojanstvo. In to upravičeno. Upravičeno zaradi tega, ker je pač dostojanstvo tako odprta in nejasna kategorija, s katero določamo neko nedotakljivo vrednost, absolutno vrednost človeka, da lahko vanjga v ta pojem projiciramo marsikaj. In dejansko se je skozi zgodovino počelo to, da so bile z dostojanstvom povezane pravice in svoboda in odgovornost in pravičnost in avtonomija in še marsikaj drugega. Ampak da bi bilo dostojanstvo nekaj subjektivnega, seveda ne drži, ker je pravna kategorija. In vedeti moramo, da to, da naša družba je do določene mere, mislim, celotna zahodna družba, razsvetljena, demokratična in tako naprej, da je do določene mere humano, je v veliki meri zasluga dostojanstva, ki je postala pravna kategorija. Kar pomeni, da vsakemu od nas pravno zagotovljeno, ustavno zagotovljeno pripada nedotakljivo dostojanstvo, kar pomeni, da smo načeloma enakovredni, neodvisno od tega, kdo smo, v kaj verujemo, katerega spola smo, kakšne so naše preference, ali smo bogati, ali revni, ali stari, ali mladi. Vsak ima nedotakljivo dostojanstvo. In če tega v pravnem sistemu ne bi bilo, potem bi bili izpostavljeni nasilju drug zoper druge, skratka nobenega argumenta ne bi bilo, instrumenta v ustavi, ki bi vsakega od nas ščitil pred samovoljo drugega. Ker pa ima vsak od nas nedotakljivo dostojanstvo, je to tista abstraktna norma, ki nas ščiti. Samo še to, vedeti morate, da je dostojanstvo pravzaprav prevod
Bogu podobnosti, skratka, Bog je bil tisti v starih tradicijah, ki je človeku zagotavljal njegovo vrednost, njegovo nedotakljivost, ustvarjen po božji podobi in tako naprej. In potem z procesom sekularizacije in razsvetljenstva se je ta čedalje bolj trhla, zunanja, absolutna od človeka tuja instanca, absolutne vrednosti, ponotranji v človeku notranja vrednost. Skratka, dostojanstvo je prevod eksterne, božje, teistične kategorije, absolutne vrednosti v človeku notranje počelo. In na ta način potem nastane demokratična družba, ki se skozi sekularizacijo lahko izogne, vsaj na javni ravni, bomo rekel, cerkvene oblasti in tako naprej, in človeku pripiše neko intrinzično vrednost. Seveda to počnejo tudi religije, ne? Ampak sekularna družba oboje loči in človeku podeli dostojanstvo, ga pa ne zmore utemeljiti. Ker se ne ve, kaj legitimira to dostojanstvo. Ne? In potem imamo velike težave v družbi, ker jim pravijo še vedno legitimno, ja, moje dostojanstvo je pač vezano na to, da nisem avtonomno bitje, da nisem nek atomistično bitje, temveč da sem umešen v nek širši smiselni kontekst, religiozni, božji in tako naprej. Drugi bodo pa rekli, ki to ne verjamejo, pravijo, ja, moje dostojanstvo je pravzaprav vezano na moje interese. In to je glavni problem danes. Zagovorniki dostojanstvo povezujejo s človekovimi interesi. Obstajajo filozofi, to je za veliko vprašanje, s katerim sem se jaz precej kregal z kolegicami in kolegi, ki so filozofi. Ne? In obstajajo filozofi, ki resno trdijo, da je človekovo dostojanstvo povezano z našimi interesi. Če imaš interes, če se teh interesov zavedaš, poseduješ dostojanstvo. Če se pa lastnih interesov ne zavedaš, recimo dementna oseba ali majhen dojenček, pa ti dostojanstvo ne pripada. Tako daleč nekateri filozofi gredo. In če trdite, ne, da je dostojanstvo vezano na to, ali se jaz zavedam svojih interesov ali ne, potem boste dobili situacijo, v kateri smo danes, da je, ne vem, dementno življenje nevredno in da ta človek, ki vegetira, nima nobenega dostojanstva in se ga lahko usmrti. Enako velja za dojenčke in podobno. In to, kot rečeno, trdijo zelo popularni filozofi, utilitaristi, kot so Peter Singer in nekateri drugi, in naši zagovorniki se sklicujejo. Ne. In tukaj so potem načelne debate v ozadju, kaj vse je pripeljalo do tega, da smo se v tej debati sploh znašli. Ne. Je pa dejansko res, da se dejansko celotna kultura premika v to smer. Ne? In da nemo opazujemo, kar se dogaja in za nazaj skušamo temu odreagirati in se čudimo, kako je lahko prišlo vse tako daleč. Okay. Kratko. Ja, pristop k dostojanstvu, ta sveto življenje je ta religijski koncept, na katerem tudi sloni. Ampak seveda za laično družbo je to človeško dostojanstvo najlažje. Sej pojmi, kjer mi ne moramo vseh situaciji definirati, nas ne smejo zmotiti, da to ni možno imeti tak pojem kot neko uporabno stvar. Ne? Se pravi, mi se ne smemo ustrašiti enega pojma, tudi če ga ne moramo v vseh situacijah definirati. Čeprav pri človeku imamo lahko kar dosti dober približek s tem, da pač živ človek ima dostojanstvo in pika v vseh situacijah in pika. In ustava to zagotavlja. In to je to. Tukaj se ne smemo zdaj bati te definicije ali pa misliti, da je to slaba definicija. Ta definicija je dobra. To definicijo lahko uporabljamo. In ravno problem je s tem, zakaj bi trpljenje kaj nižal to dostojanstvo. Seveda ga lahko mečken, se pravi, je lahko problem za nekoga z dostojanstvom, ki ga je treba rešiti, ampak odzame pa tega dostojanstva ne, v nobeni situaciji. In tukaj mora biti to jasno. Okay, hvala. Zdaj mogoče, kaj pa evtanazija ni. Bolnik, ki je sposoben odločanja o sebi, lahko že sedaj zavrne zdravljenje, tudi če bi mu to lahko rešilo življenje. Ali in če ja, v čem se zavrnitev zdravljenja razlikuje od pomoči pri končanju življenja? Zdaj, če dovolite, da citiram predlog zakona o predčasnem končanju življenja. Pacientovo zahtevo po prekinitvi kurativnih ukrepov je zato mogoče primerjati z zahtevo po pomoči pri samousmrtitvi. Obe sta samostojni, informirani in pretehtani odločitvi pacienta v njegovem življenju, obe imata za cilj zmanjševanje trpljenja oziroma lahko smrt, obe naslavljata zdravstveno osebje naj odstopi od najvišje zapovedi zdravnikov, ki je ohranjanje in obnavljanje življenja, in svoje ravnanje uskladi s pacientovo zahtevo po lajšanju trpljenja. Tako mogoče kakšen komentar na to. Ja, mislim, če začnem, to temelji na napačni definiciji. To smo že prej rekli, pasivna evtanazija ne obstaja. Evtanazija je aktivno končanje življenja drugega, in to, da se včasih, moderna medicina, intenzivna medicina je kar zelo na nek način omogoča situacije, so se kar na novo pojavile, ko se življenje podaljšuje. Se pravi, mi imamo recimo človeka, ki se mu življenje izteka,
in ki mu ne moremo v bistvu nam nič pomagati. To je pogosta situacija v intenzivni medicini. Ampak se da to golo življenje še z nekimi infuzijami, z nekim zelo agresivnim umetnim predihavanjem in tako naprej, se da to življenje podaljšvati, ampak to ni v interesu tazga človeka. Takrat v takem primeru, ko nek ukrep ni več v korist tazga človeka oziroma ki mu ne pomaga, ni v dobro tazga človeka, se tega ne da. Se lahko ne da take infuzije ali se to umetno predihavanje ne izvaja, ampak to ni eutanazija. To je samo, da prepoznamo, kje so meje medicine, do katere je iti v skladu s tem, kaj je dobro za človeka. Eutanazija je, da aktivno posežemo v življenje, ga aktivno prekinemo. To je čisto druga situacija. Včasih pri odraslih ljudeh se tudi dopušča recimo situacijo, da se nekdo ne odloči recimo za neko zdravljenje, ki ga bo rešil. Tipičen primer so lahko Jehove priče, recimo, ki zavračajo transfuzijo krvi ali pa tudi recimo ukrepi kot so dializa. To je bolj podobno recimo neke vrste, seveda Jehove priče so čisto svoja zgodba, ker oni verjamejo v to in imajo nek čist vrednostni sistem na to prilagojen. Ampak odrasel človek ima v naši kulturi ne vedno imel na nek način pravico, da konča svoje življenje, če se pri neki polni zavesti tako odloči, mi mu moramo pomagati, moramo vplivati na to odločitev, jo mogoče preprečiti, ampak to ni eutanazija. Eutanazija je, da nekdo, tako da ta zakonski predlog tukaj v resnici v temelju zgreši definicijo. Ja, mislim, točno tako se Jehova priča, ko zavrne transfuzijo krvi, ne zavrne transfuzije zato, ker bi želel umreti, ampak zato, ker je globoko prepričan, da jo ne potrebuje, da mu bo Bog pomagal, da bo preživel in pogosto tudi preživi, da je jasno, sej ni vsaka zavrnitev zdravljenja že povezana z nujnim koncem življenja, z smrtjo. Tako da tukaj je bistven motiv. Pacient, ki zavrne, tega ne naredi zato, ker bi želel umreti, ampak zato, ker ima druge razloge. Nekdo, ki je star in hudo bolan, že kroničen bolnik in je v domači negi in lepo skrbijo zanj, potem pa začne se stanje slabša in pridejo reševalci, on pa reče, veste kaj, v bolnico ne grem, pa karkoli bo, pa bo. A on želi umreti? Ne, on se želi rešiti, on je bil že 3-krat na urgenci in ve, kakšen je postopek in ve, kaj pomeni sprejem na intenzivo in ne želi trpeti. On želi biti s svojimi, pa tudi, če bo kakšen dan manj zaradi tega živel. In ima vso pravico, da to naredi, da reče, hvala lepa, ni treba me peljati v bolnico, ostajam doma. Ima vso pravico in seveda ga nihče ne sme proti njegovi volji odpeljati na intenzivo. Če bi bila to pasivna eutanazija, potem imamo že danes v Sloveniji praktično 95% ljudi na eutanaziji, ker samo tisti, ki umrejo na intenzivi, so potem umrli zaradi bolezni. Vsi ostali bi bili pa eutanazirani. Ljudje so na srečo in oni in njihovi zdravniki dovolj pametni, da niso v vlogi kot tovariš Tito, ki je so mu morali življenje podaljšvati iz kakšnih razlogov, bistveno dlje, kot bi bilo primerno. Tako da ljudje ne želijo tega, pa ne zato, ker bi želeli umreti, ampak zato, ker ne želijo trpeti. Ker ne želijo, da bi jih, tako kot oni pravijo, zdravniki mučili. Zdravniki jih ne bomo mučili, še najmanj pa proti njihovi volji. Okay, hvala. Zdaj, če se pa posvetimo še malo temu drugemu nivoju, se pravi legalizaciji eutanazije oziroma pomoči pri samomoru na ravni družbe. Zdaj, nedavna raziskava Mediane je pokazala, da približno 60% ljudi v Sloveniji podpira uzakonitev takšne ali pa drugačne pomoči pri predčasnem končanju življenja. Največji del je zato, ker meni, da bi vsakdo moral imeti pravico, da se ob neznosnem trpljenju odloči za tako pomoč. Kot drugi najpogostejši razlog so navedli spoštovanje človekovega dostojanstva. Tiste,
ki so proti legalizaciji evtanazije, pa najbolj skrbijo zlorabe. Na drugem mestu je prepričanje o svetosti življenja od spočetja do naravne smrti. Če lahko zopet citiram predlog zakona o evtanaziji, izkazalo se je, da v državah, ki že imajo uzakonjeno evtanazijo, ni zlorab. Prav tako ne obstaja nobena sociološka študija, ki bi na preverljiv način dokazala zdrs družbenega odnosa do starih, bolnih in onemoglih. Oba neutemeljena strahova še naprej gojijo spletišča različnih pro-life organizacij. Tako in tudi dr. Pleterski, eden od avtorjev zakona, pravi, da gre pri omenjanju zlorab le za strašenje družbe. Zdaj, kaj pa vi mislite? Ja, jaz če smem komentirati, te številke nažalost niso zelo spodbudne. Jaz še bolj mislim, da bolj kot te razlogi navedeni, zakaj ne podpira, se pravi, da bi mogel imeti vsak možnost v neznosnem trpljenju. Jaz mislim, da večina teh je zelo površna, večina razloga je v bistvu v tem, da nam pač mediji nekako masi, propagirajo. Če vidimo, kultura danes, pa mediji večinski zelo podpirajo ta način razmišljanja, zato ker pač to trenutno v nekem trendu, nekako je v duhu časa. In večina ljudi to podpira, zato ker so enostavno premalo informirani ali imajo nek zelo površen odnos do teh stvari, ali pa se sami niso znašli v tej situaciji, ko bi mogli dejansko to razmišljati. Nekako lahko vidimo, da praviloma dlje kot je posameznik v tej situaciji. Se pravi, tukaj imamo posamezniki, ki so v tej situaciji recimo na strani kot zdravniki, se pravi, bliže, ker so zdravniki trpečemu pacientu, se pravi, intenzivisti, paliativci, bolj so nenaklonjeni evtanaziji, bolj, ker gremo v neke specialnosti mogoče, ki nimajo odnosa do tega, bolj so naklonjeni. Se pravi, isto je pa pri ljudeh, bolj stran kot so v tej situaciji ob koncu življenja, bolj so naklonjeni, pa bliže kot so v tej situaciji, manj so naklonjeni. Se pravi, vsi tisti, ki bi ali kot izvajalci ali kot uporabniki v narekovajih mogli biti, so zagotovo ne toliko naklonjeni, kot so te številke. Se pravi, temu bi mogli bistveno večjo težo dati. Zdravniške organizacije so enotno zavrnile ta predlog. Komisija za medicinsko etiko, zdravniška društva, zdravniška zbornica, vsi so proti. In kar naenkrat to ni nek faktor. Se pravi, mediji, ljudje gledajo stran, mladi ljudje, ki pa so slabo informirani, ki imajo nek površen odnos do teh stvari, so pa za in kar naenkrat bi mogli to upoštevati kot neko sveto mnenje. V bistvu se strinjam, dodal bi, ker je vprašanje oziroma tema, ki se zdaj odprli spet tako široka. Mislim, da je najprej v izhodišču že narobe, če se sklicujemo razne ankete pri reševanju ali odgovarjanju na tako zapleteno in kompleksno vprašanje, kot evtanazija je. Preveč kompleksno, torej premalo vemo o tem, da bi se lahko na ta način pogovarjali, kot da bi šlo za, odpiralne čase trgovskih centrov v nedeljo, tam je mogoče anketa o tem, ali si želimo, da so veleblagajnice v nedeljo popoldne zaprte ali odprte, je lahko čisto legitimno. Ukvarjati se pa s vprašanjem smrti in življenja znotraj humanistične tradicije pa izjemno zapleteno in kot filozofi lahko rečem, celo filozofi med sabo smo zelo na različnih pozicijah, ker je težko najti enotno polje, iz katerega lahko o tem razpravljamo. Zato sem vedno skeptičen, ko se na ta način skuša odgovarjati na določene pereče vprašanja. Kaže pa na to, kar si Urh podaril, gre za neko tendenco v družbi, ker se namenoma skuša zmanjšati vrednost in stališča posameznih tako imenovanih strokovnjakov in je dejansko stališče nekega strokovnjaka, recimo, ki se z etiko ukvarja, moje stališče v javnosti glede vprašanj o etiki enako vredno kot stališče katerega koli poljubnega državljana te države, ki o etiki ne ve ničesar, ima pa občutek, kaj je prav in kaj je narobe. Ampak občutek, kaj je prav in kaj je narobe, imamo vsi. Zato lahko o etiki vsi govorimo. Vendar se pa določena vprašanja tako zapletena, da je marsikaj treba vedeti, zato da se lahko lotiš z rokavicami reševanja. Ampak vsakega vprašajo in stališče kogarkoli bo imela enako ceno oziroma enako vrednost kot stališče kogarkoli drugega. Da pa o pojmu pravica do smrti sploh ne govorimo, ker je za lase privlečeno. Vedno znova se vsi sklicujejo na pravico do smrti, da je človek avtonomni subjekt, tisti, ki lahko sam in mora sam odločati o trenutku in načinu svoje smrti. Tukaj opozarjam samo naslednje. Mi poznamo številne legitimne pravice. Imamo pravico do
brezplačnega šolstva, zdravniške oskrbe, svobode govora, religijske, spolne usmeritve in tako naprej. Vse to je legitimno. In če pomislite, kaj je skupni imenovalec vseh teh pravic, skupni imenovalec je to, da vse te pravice služijo ohranjanju in intenziviranju življenja. Skratka, ohranja naše življenje in intenzivira to življenje. Z zdravstvom, z šolstvom, z vzgojo in tako naprej, plemenitimo naše življenje. Pravica do smrti je paradoksalna pravica, kajti uniči tisti temelj, na katerem vse pravice temeljijo. Samo, če imamo življenje, lahko to življenje v njegovih dejavnostih krepimo in pravice služijo temu. Če pa uvedete pravico do smrti, je pa to paradoksno zaradi tega, ker smrt uniči tisti temelj, na katerem vse pravice temeljijo. Zato je pravica do smrti pravzaprav paradoks, je neumnost. Ne morete imeti pravico do nečesa, na kar smo vsi skupaj tako obsojeni, že po naravi. Kakšna pravica je to? Poleg tega pa noben nima pravice tudi drugega vprašati, da ga usmrti. To tudi ni pravica. Tudi to pozabljajo, da jaz imam sicer intimno pravico, jaz lahko samemu sebi vzamem življenje. Ampak nekaj drugega je, če vzpostavim sistem, s katerim zavezujem vse ostale, da prisluhnejo tej pravici in da mi jo pomagajo uresničiti. Kajti eutanazije ne moreš izpeljati sam, tudi asistiranega samomora. Kajti drugi postanejo potem sužnji, komplici pri udejanjanju mojih lastnih želja, ki so lahko legitimne, ne morejo pa biti zaveza za drugega, da mi pri tem pomaga. Čim je nekaj pravica, je za druge to dolžnost. Absolutno. Še ta stvar je okrog teh anket javnega mnenja. Gre za zlorabo demokracije. Demokracija pomeni, da večina odloča, sprejmemo večinsko mnenje v družbi, ampak drugo načelo demokracije pa je, da večina ne sme omejevati pravic manjšine. To je pa drugo načelo demokracije. In tukaj gre za to, da večina, tako kot ste rekli, mladih, zdravih, uspešnih, bo odločala o tem, kako bodo končevali življenje bolni, revni, stari, zanemarjeni, osamljeni in tako naprej. In torej, več kot jasno je, da uzakonitev te pravice pomeni ne samo uzakonitev za tistih nekaj redkih posameznikov, ki si bojo dejansko to izborili, ampak pomeni bistveno težji položaj za vse bolne, za vse stare, ki jih bo družba nekako silila v to odločitev. In tukaj uporabljati statistike in se iti neke referendume ali pa ankete in s temi odstotki operirati. Ja, zamislite si, kakšen halo bi bil, če bi danes začeli z referendumom o pravici istospolnih. Jaz sem zelo prepričan, da bi velika večina Slovencev rekla, da skratka bi jim odrekla vse mogoče pravice, da ne govorimo še o kakšnih drugih variantah, ampak velika večina, mislim, pa tega, daleč od tega, da bi to zagovarjal, ampak zanesljivo bi skupnost LGBT zelo kratko potegnila, če bi o njihovih pravicah na referendumu odločali. Ja. Ja, ker avtori zakona nekako predvidevajo, da bi na leto približno 30 oseb bilo primernih za izvedbo tega postopka, ampak ja, hkrati se mogoče premalo zavedamo kot družba, kako veliko radikalno spremembo bi to lahko prineslo, kako bi zdaj življenje mi lahko začeli drugače vrednotati. Hkrati meni en zelo tako poveden argument enega filozofa Velemana, ki pravi, da z legalizacijo pomoči pri umiranju so vsi tisti, ki ustrezajo kriterijem, prikrajšani za to, da so živi po defaultu, alive by default, on reče, ampak morajo svoje bivanje upravičati, ga utemeljiti pred drugimi in pač s tem jim je naloženo lahko ful veliko breme, sploh tistim, ki so najbolj ranljivi, najbolj bolni in vsi ga ne bi zmogli. Tako, zdaj tudi razne organizacije svarijo pred tem pritiskom družbe, ki je zelo subtilen. Zagovorniki eutanazije pa spet pravijo, da gre tle za nek neopravičen strah. Ta argument je v resnici zelo dober, tega Velemana. Zato, ker zdaj trenutno, če nimaš eutanazije, si pa živ, ne rabiš se nikomor opravičevati, da si živ.
če je to opcija, a ne kar naenkrat so ljudje v situacijah, ko jim dejansko drugi ljudje delajo usluge ali pa si, a ne tako in se marsikdo med njimi se bo dolžen opravičevati za to, da je živ, ne. Tako da to je izjemno pomemben argument, se mi zdi, zakaj to ni dobro. Vidim pa mogoče, če smem dodati še ena, ne, zdaj tudi te procente, če gledamo, je spet ena ogromna razdeljenost, ne, se pravi narod, ki je v osnovi razdeljen, bo imel tukaj zgolj nek nov vidik razdeljenosti, da bomo spet šli na dva pola, ne, in da se bomo spet s tem ukvarjali še ne vem koliko časa, zato da 30 ljudi malo ne potrpi, ne. Mislim, pač vprašanje je tista številka realna, ne. Se pravi, to je, jaz vidim to kot zelo tragično, ne. Se pravi, da iščemo kar nove in nove razloge, da bi to razdvojenost še poglobili, ne. Pri nas je to definitivno velika težava. Ne? Nazaj k številkam 30 ali več ali manj v vsakem primeru gre za relativno majhno številko, 0,5 do 2 ali 3% vseh smrti na letni ravni. Zdaj se je pa treba vprašati, ali je smiselno uvajati nek zakon, ki rešuje probleme velike manjšine, in to na način, s katerim radikalno posegamo v spremembo nekaterih vitalnih družbenih sistemov, posegamo v zdravstvo, ne, in spreminjamo več tisočletni etos zdravstva in to od zunaj, ne počnejo tega zdravniki, temveč posamezne civilne organizacije, Srebrna nit, tako naprej, brez dialoga, ne, brez rigorozne. Posegamo na radikalen način, ta zakon posega v ustavnost, v pravni sistem, kajti ustava trenutno nedotakljivo življenja spoštuje kot temeljno normo, 17. člen ustave. In ko sem nazadnje govoril z bivšim ustavnim sodnikom Mitjo Dajzingerjem, je rekel, da brez spremembe ustave to ni mogoče. Skratka, tudi ta sistem hkrati suspendira dostojanstvo, ki je še vedno, in hvala Bogu, da je nedotakljiva norma, ampak če uvedete evtanazijo, potem to pomeni, da lahko moja subjektivna volja, moja subjektivna presoja mojega lastnega stanja, moj interes suspendira nedotakljivost dostojanstva. Skratka, v mojem primeru, če se jaz odločim za svojo smrt, dostojanstvo ni več nedotakljivo. Zakaj? Zato, ker sem si jaz drugače odločil. To pomeni dejansko, da gre za suspens podkoplje, sprevrne razmerje med človekovimi interesi in ceno na eni strani in pa nedotakljivim dostojanstvom. In če v tem primeru, zakaj ne potem tudi v drugim primerih, ne? Potem lahko spet uvedemo tudi smrtno kazen. Tudi tam gre za trpljenje številnega kroga ljudi, ki so bili povezani v umore in tako naprej. Zakaj ne bi potem tudi v tem primeru? Skratka, sproži se nov plaz, ne? Seveda posega tudi v samo moralo, etiko, vrednotenje življenja. Vrednost življenja pa pade globoko, skratka, na raven interesov in cene, ne? Vse to vpliva, vzgojni problem recimo, o tem se tudi premalo govori. Ne? Otroci bodo deležni smrti očetov, babic, detkov, sorodnikov in tako naprej in spraševali, zakaj so bili usmrčeni. Ja, zaradi tega, ker je njihovo življenje izgubilo smisel ali ker so neznosno trpeli. Vprašamo se, kakšen vzgojni element je to pri otroku, ki se vzgaja. Da ga učimo, da ima življenje vrednost do določene točke, v nekem trenutku pa lahko življenje izgubi vrednost in postane življenje nevredno. To ima tudi izjemno močan vzgojni element. Mislim, poseg, ne, v vzgojo zelo občutljivih duš in v nekem trenutku, kot sem prej omenil tisto možnost za tabletko, v nekem trenutku, če to postane norma, otrok rekel, zdaj v tem trenutku trpim, ali pa odrasel človek, 20, 30, 40 let star, preveč trpim, zakaj ne bi zdaj, ker živimo v taki družbi, posegel po tem ukrepu, ki ni več radikalen, temveč je postal neke vrste moralni standard. Ne. Tudi to, skratka, in morala, in prava, in civilizacija, in politika, finance, upoštevamo, da je zelo poceni. In medicina. Hočem reči, samo dojemanje zdravnika kot tistega, ki je varuh življenja, se spremeni. Hočem reči, zdravniška perspektiva se bo spremenila, ne, zato ker nekaj, kar je neka rdeča meja za vse, tudi tiste, ki bo kar naenkrat zginila. S tem, da to ni samo Hipokrat, ne. Se je čist do istih zaključkov ne ubijaj, so recimo prišli stari kitajski zdravniki v svojih tekstih ali pa znani islamski zdravnik Izak al-Rahavi je tudi do istega prišel, pa to ni povezano z Hipokratom, to so pač čist neodvisni, različni, zelo stari teksti. Tako da ne moramo reči, da smo mi samo ujetniki nekega Hipokrata. Kultura enostavno ne funkcionira, če nima te varovalke. Ne? Ja, ne more zdravnik namerno smrt prinesti. Ja, hvala še za to misel. Zdaj, čez hitro gre, mogoče če se posvetimo še temu predlogu zakona o pomoči pri predčasnem končanju življenja, ki trenutno na mizi. Avtorji trdijo, da bistvo zakona je, da bo omogočil vsakmu zavest, da bo lahko, če ga doleti trpeče umiranje, pri katerem ne more pomagati niti medicinska, niti paliativna oskrba, dobil pomoč pri končanju življenja, če se za to odloči.
Zdaj bi mogoče vas prosil, profesor Cviter, če na kratko povzamete zdaj, zakaj gre v tem zakonu, kaj predvidevajo te predlagatelji, za kakšen postopek bi to šlo. Če je možno na kratko sploh to. Zakon se je spreminjal od prvega predloga pred 2 letoma. Do zdaj je ta predlog res malo bolj restriktiven, ampak še vedno torej postavlja nekatere pogoje, ki jih mora, kot je neznosno trpljenje, ki ga ni mogoče ublažiti na način, ki bi bil sprejemljiv. Eden od kriterijev, ki ga bo moral prosilec za smrt izpolniti, je tudi naprimer hudo in nepovratno poslabšanje zdravstvenega stanja. To se pravi, ni treba, da je bolezen neozdravljiva, ni treba, da je smrt blizu, ampak samo neko hudo, nepovratno poslabšanje zdravstvenega stanja, kar recimo pomeni nekdo, ki kot jadralni padalec doživi nesrečo in se poškoduje hrbtenico in ostane na invalidskem vozičku in mu povedo, da nikoli ne bo več hodil, lahko zaprosi po tem zakonu zanesljivo, lahko, če ga pravniško gledamo, zanesljivo lahko zahteva, da ga usmrtijo, in ker je prišteven, ker je psihično, psihiater ga bo pregledal, bo potrdil, da je on pri polni zavesti to odločil in komisija bo ugodila. Tako da mi pa vemo, zdravniki recimo iz izkušenj, to je povedal predstojnik traumatološke klinike profesor Cimperman, da dejansko veliko število teh fantov, največkrat gre za fante, ki utrpijo poškodbo hrbtenice, dejansko reče, prav jaz to pogosto slišim, dajte me kar pokončati, komu pove, komu pride povedati to grozno novico, da bo vedno na vozičku, reče, jaz ne bom. Ne bom tega živel, jaz hočem življenje končati. Včeraj je bil še, ali pa mesec dni nazaj je bil polno aktiven tekmovalen športnik, vse sorte, zdaj je pa takole. Ampak čez pol leta se ti ljudje se navadijo, zaživijo pač seveda življenje na vozičku, ampak še vedno se ustvarijo družino, imajo poklic, nekateri se s športom ukvarjajo, pač z invalidskim športom, in odstotek samomorov pri paraplegikih, ki so že šli ven iz tiste akutne faze spoznanja, da so plegični, odstotek samomorov ni nič večji kot pri zdravih ljudeh. Tako da po enem letu nihče več ne razmišlja o samomoru, praktično nihče od njih ne. Mi bi jih pa kar pospešeno odspravili. Ja, ta zakon bi pospešil gotovo. Ja, tako da zakon je še vedno zelo nepremišljen, kar se kriterijev tiče, potem pa zakon zdaj pač predvideva, da družinski zdravnik naj bi potrdil, da izpolnjuje te pogoje, da če noče, mora napotiti pacienta k drugemu zdravniku, kar je zelo sporno, ker to pomeni, da če jaz nočem sodelovati v postopkih za prekinitev življenja, za končanje življenja, bom pa k drugemu poslal pacienta. Jaz mislim, da je to z etičnega stališča nesprejemljivo. Če jaz nočem biti morilc, tudi nočem k drugemu morilcu poslati pacienta. To potem predvideva psihiatra, ki pa ugotavlja ne, če je pacient duševno bolan, ampak samo, če je pacient pri polni zavesti to podpisal. Za razliko od tistega zakona prej predvideva ta zakon, da bo notar moral potrditi to zahtevo, ampak notari marsikaj potrdijo. Ne, pa notar ima spet samo nalogo, da pove, da je pri polni zavesti nekaj podpisal. Se jaz lahko pri notarju pridem podpisati kaj sve kaj, kar hočem. Pa bo notar rekel, ja, res je. No in potem
izvedba same eutanazije pa ni nujno vezana na osebnega zdravnika, ampak lahko pride tudi, lahko da bomo imeli celo, tako kot profesor Han zagovarjal v eni zadnjih kolumen v Delu, da bomo imeli ekipo, ki bo hodila okrog in bo ljudem, ki so izpolnili vse te pogoje, prinesla smrta. Da ni nujno, da to izpelje. Prej je bilo napisano, da mora to izpeljati osebni zdravnik, zdaj pa ni več tako, zdaj pa napisano, da bo pač neka ekipa prišla, oziroma zdaj je ta varianta, da lahko pride neka ekipa. Zdaj, to se mi zdi pa še dodatna perverznost, da bomo imeli nek javni zavod Matilda, ki bo pač, ali pa privatni, no, zaenkrat piše, da mora biti javni. Javni zavod... Bodo že našli koncesijo, bodo imeli koncesijo. Ja, koncesijo Matilda D.O. In bodo prišli na dom in bodo izpeljali to. To je pa spet... Zakaj je to perverzno? Zato, ker tukaj pa spet mora biti en zdravnik upleten. Jaz verjamem, da se bo v Sloveniji našel kakšen zdravnik, da bo to, se mu bo zdelo to prav, se na koncu med zagovornike eutanazije tudi nekaj zdravnikov. Zakaj je to perverzno? Zato, ker jaz si sploh ne morem predstavljati, da bi nekdo odgovoren zdravnik karkoli pacientu naredil, ne da bi vedel, za koga gre, kdo je ta človek, ali to res želi, ne da bi z njim vzpostavil nek odnos. Bolj iz običajne medicine, ne te eutanazijskih debat, je recimo pogosta situacija, ko se mi na nekem konziliju zdravniki različnih specialnosti dogovorimo, da je pacient primeren za operacijo. In rečemo, ta pacient je za operacijo. In pacienta napotimo k kirurgu. Kirurg ima ne samo pravico, ampak dolžnost, da se s pacientom pogovori in osebno odgovarja za to, kar bo delal. In kirurg ima vso pravico, da reče, veste kaj, gospodje, kolegi iz konzilija, jaz tega tveganja za to operacijo ne sprejemam, jaz mislim, da ta pacient ni za operacijo, jaz ga ne bom operiral, ne ga operira kdo drug, a je tako. Ti imaš vedno odgovornost za izvedbo. Kolikrat sem jaz dobil pacienta za kemoterapijo, pa sem se s pacientom pogovoril, pa naredil še kakšne preiskave, pa sem rekel, gospa, vi pa, jaz vam ne priporočam tega. Jaz mislim, da za vas to ni rešitev, da se mora, ne vem, kako drugače. Kakorkoli, ne moreš ti priti k pacientu, pozvoniti na dom in prinesti neke brizge z strupom. Moraš s pacientom vzpostaviti nek stik, nek odnos. Tako da tista varianta prej je bila sicer, to je nizozemska varianta, da zdravnik sam, družinski zdravnik naredi. Se stališča odnosa do pacienta je to boljše. Čeprav seveda jaz ne podpiram, ampak odnos do pacienta, ta družinski zdravnik svojega pacienta pozna skozi več let, mogoče skozi celo bolezen in medtem ko to, da bi pa nekdo tretji prišel, pozvonil na vrata in imel v enem dnevu 3 take obiske ali pa 5 obiskov, ne vem, kako bo izračunali normo, koliko bo delovna norma za tako ekipo. To se mi zdi pa grozno. Čeprav ni čisto enostavno. Zdaj, družinski zdravnik pa ne bi bilo to za njega v resnici nekoga poznati, pa ga pol usmrtiti veliko breme. Plus večja možnost zlorabe. Se pravi, nekdo ti je bolj zoperen, drug bolj simpatičen. Če bi bil hitrej, bi se odločil za ta zoperenega. Se ti več ne da hoditi k njemu, pa predaleč. Tudi to je res. Mislim, hočem reči, ta osebni stik ni nujno boljši. Mislim, ima svoje minuse lahko tudi. Tu je kakšnega železnega pravila. Nič ni dobro. Samo en primer, ker družinske zdravnike omenjamo, oziroma omenjata na Nizozemskem, bil je dokumentiran primer, ki je doživel potem tudi sodno obravnavo, kjer je družinska zdravnica eutanazirala na silo, torej gre za prisilno eutanazijo, torej proti volji dementne pacientke, gre šlo za starejšo gospo, jo je na silo eutanazirala, pri čemer je hči te dementne gospe oziroma njene matere pri eutanaziji pomagala. Skratka, ona je držala svojo lastno mater, ki se je upirala eutanaziji, zdravnica ji je dala smrtonosno učinkovino in pacientka je umrla. Pri čemer je potem ta primer doživel sodno obravnavo
In na tej sodni obravnavi je sodnica zdravnico oprostila z argumentacijo, da je ravnala v dobri veri, da je smrt za pacientko najboljša rešitev. Samo kot primer, kaj se dogaja za družinskimi zidovi v odnosu pacient, družinski zdravnik, kako je nezaščiten pacient. Ja, ampak mislim, da ste vi omenjali tisto, kar me je presenetilo, da je, rekel, zakaj na Nizozemskem praktično ni zlorab. Zato, ker zdravniki sami izpolnjujejo formular ali so ravnali z zakonom. Tako, če bi nas sami izpolnjevali, da vozimo po prometnih cestah. Ker sistem ne preganja v naslednjem koraku. Mislim, da pri 100.000 eutanazijah ni noben bil obsojen neki smrdi. Mislim, to pomeni, da gre vse čez. Vse gre čez. Vse gre čez. Ker sistem zagovarja samega sebe. Ko sistem enkrat tako možnost dopusti, je v njegovem interesu, da pokaže, da ta sistem dobro deluje. Čas zelo hitro beži, mogoče prijem damo še publiki možnost, da ki vprašajo samo še zadnje vprašanje, čeprav jih je še veliko na spisku. Ampak v kakšni meri pa mislite, da so pa finančni interesi gonilo za uzakonitev tega zakona, ker pač vemo, da trenutno zdravstvo še nikoli ni bilo tazga razkoraka med tem, kaj bi radi financirali zdravstvo, kaj dejansko možno, pa kaj lahko. Zdaj že profesor Trontelj, če se lahko samo en citat njegov, evtanazija je najpreprostejši in najučinkovitejši način reševanja problema hudobolnih ljudi, nevaren tudi zato, ker je najcenejši. Zgodnje usmrtitve neozdravljivo bolnih bi pomenile velik prihranek javnega denarja za zdravstvo. Tako bi ubijanje neozdravljivo bolnih lahko postalo doktrinalna terapija. Zanimivo je, da Kanada že eno leto po uzakonitvi evtanazije leta 2016, torej leta 2017, javno sporočila, kakšni so bili prihranki. Točno se spomnim številke, $140 milijonov so v enem letu prihranili. Kakšno sporočilo se s tem spet pošilja v družbo, je jasno. Še bolj tisto, kar me je razžalostilo v zvezi z našimi pobudniki in pa samo formulacijo tega osnutka zakona, pa je to, da na nekem mestu, pozabil sem na kateri strani, izrecno primerjajo ceno paliativne oskrbe na eni strani in evtanazijo na drugi strani in izračunajo s številkami, da je paliativna medicina oziroma oskrba 2 do 3-krat dražja od evtanazije. In s temi podatki potem nagovarjajo vlado. Pričemer mi vemo, v kakšnem stanju je na finančnem, kadrovskem, sistemskem naše zdravje. In če tukaj uvedemo evtanazijo, te hkrati so tudi prisila vsem ostalim, ne moremo vam zagotoviti, dostojno umiranje, ker imamo premalo zdravnikov, ker je sistemsko neurejeno, finančno slabšem, lahko vam pa ponudimo evtanazijo. V naših razmerah, tudi na to je treba pomisliti, lahko da to funkcionira relativno dobro na Nizozemskem, Belgiji, Kanadi, Novi Zelandiji. To so države, s katerimi se mi težko primerjamo, ko gre za splošno družbeno kulturo, družbeno odgovornost, urejenost zdravstvenega sistema. V naših razmerah potem uvesti to ne pomeni, da bo delovalo tako kot tam. Gotovo bo delovalo drugače. Pomislimo, kakšna družba smo, ko gre za vprašanje družbene odgovornosti in vsega ostalega. In seveda, hkrati imamo pa sistem, ki ne zagotavlja zdaj, skratka, niti družinskih zdravnikov nimamo, tudi nekateri so brez zdravnika. V tej situaciji uvajati to je norost. Norost brez primera, res. In da se o tem naši pobudniki nočejo pogovarjati, sicer razumem, ker nima argumentov proti temu. Nasilo, dejansko gre za nasilno prevrednotenje določenih lobijev, civilnih skupin in tako naprej, ki gledajo izključno na lastne interese. Pozneje pa bi gotovo finančni interes igral vlogo. Zdaj mislim, da ni tisti, ki poganja celotno dinamiko, ampak v ozadju si nekateri že manejo roke. Zagotovo. Mislim, tudi teh 30 primerov težko upravičiti, zdaj ne bo neka bistven vpliv na, če jih bo tok, na blagajno. Jaz mislim, da je tukaj tudi ni to neka prioriteta družbe ta hipa. Tukaj je bolj za resnici spreminjanje teh temeljev v resnici ureditve družbe. Zdaj, kaj pa to spreminjanje temeljev povzroči? Seveda, v naslednjem koraku imaš potem goro enih zbeganih ljudi, s katerimi lažje manipuliraš. Hvala vsem gostom za te misli. Zdaj pa mogoče z vaše strani, če je kakšno vprašanje še. Veliko vprašanje. Ja, kakšen argument pro, da ne bomo vsi samo kontra? Kdo bi podprl vseeno za evtanazijo? Pogumno, ajde. Vse ni greh reči, da ste za. Ja? Mislim, ne podprla, ampak jaz če zase pogledam, pa bi rekla nekaj zelo hudega. Ne govorimo o psihičnih, ampak recimo bolezen rak. Zadnji stadij, ki trpiš lahko res velike hude bolečine in niti morfij ne pomaga več, ker v takih primeri
mislim, da tudi obstajajo, vsaj tako sem jaz doživela tašča od moje sestre, ki je rekla, lepo prosim, dajte mi, da umrem. Ker je res hudo trpela pri odprtih ranah, pri ničemer niso mogli pomagati leta nazaj. To ni bilo zdaj, mogoče je bilo tudi drugo stanje v zdravstvu takrat. Ampak če sem takrat na njo pomislila, bi rekla, prvošla bi, da bi dal, da zaspi. Samo striktno v teh situacijah razmišljam. Vse ostalo absolutno razumem in podpiram, tako kot ste rekli. Ampak ta vidik najhujših bolečin. In ker je jasno, brezizhodno bilo, ne vem, še en mesec teh bolečin in je jasno, da umre. Tle bi vprašala, kaj v tem vidiku, a se da pokriti samo mogoče ta delček, ne vem, jaz bi rekla, Urha, mi lahko pomagaš, prosim. Ja. Pomagati, ker je to protizakonito. Mislim, to mi je jasno. Jaz bi tukaj, tega smo se dotaknili v resnici, tukaj je zdaj te situacije, nobeden tukaj ne more reči, da so posebne situacije, ki pač potrebujejo verjetno posebne rešitve. Nikakor pa ne, da je to zdaj neka norma postane. Za te posebne situacije jaz mislim, da ljudje, vsi imamo v Sloveniji 500 samomorov na leto, obstajajo dosti jasna, tisti, ki se hoče odrešiti muk, se mi zdi, lahko do tega pride. Jaz dvomim, da rab cel sistem s tem obremenjevati. Se pa povsem strinjam, da obstajajo posebne situacije, ki nimajo enostavnih odgovorov. Mi ne moramo tukaj zamakniti z roko. Ampak jaz mislim še vedno, da protibolečinskih terapij je tako veliko danes, toliko različnih, z infuzijami, s črpalkami, podkožnimi infuzijami, pod jezičnimi tabletami in tako naprej. Tega je zelo veliko blokade. Problem pa je, da imamo res zelo slabo razvito paliativno medicino. Mi še vedno nimamo v Sloveniji specializacije iz paliativne medicine. In to pa je odgovornost zdravniške zbornice, da bi končno to odprla. Sej ne morejo specialisti paliativne medicine vseh primerov, vsega trpljenja vzeti, ampak rabimo nek strokovni in tudi znanstveni vrh te discipline. Moramo si priznati, da paliativna medicina je ravno tako potrebna kot ortopedija ali pa onkologija ali pa ginekologija. Ravno tako paliativno medicino potrebuje. Na koncu je verjetno, če vzamemo celotno globalno delo slovenskih zdravnikov, najbrž še ne 30% našega dela paliativa, ni tako vrh. Ne vem, sicer mogoče če dalje več, ker se populacija stara. Ampak se paliativa začne vse ali pa geriatrija. Eden od predlagateljev zakona je bil tisti, ki je nekako ukinil geriatrijo, kar je v bistvu perverzno na nek način. Geriatrija je druga taka specializacija, prav veda, ki se ukvarja s starostniki, je druga taka, ki bi potrebovala nek znaten razvoj. Pa seveda družinska medicina. Se pravi, tukaj imamo v Sloveniji, tako kot smo prej rekli, nismo pripravljeni, nimamo paliative dobre, nimamo geriatrije nič, pa družinska medicina ima težave. Mislim, v to situacijo iti s tem zakonom je perverzno. Geriatrijo smo imeli, pa smo ukinili. To pa problem je verjetno ta prvi korak na tem klancu spolskem, ki ga nismo toliko omenili, mogoče, če lahko še kdo ta argument spolskega klanca, kaj to je, pa a je zdaj teoretičen argument ali se lahko ozremo malo v države, kjer je že legalizirano to? Mislim, argument spolskega klanca je to, da pač eno stvar dovoliš zaradi neke situacije, ki na prvi pogled deluje prepričljiva. To je v bistvu ta situacija. Se pravi, imamo človeka, kjer mu v bistvu dejansko ima neznosno trpljenje in mu kar naenkrat nekaj dovoliš. In nekaj, kar postaviš kot pravilo, seveda potem postane pravilo tudi za vse druge, mogoče situacije, ki niso tako jasne, ki so bolj majhne. In kar naenkrat obstaja neko večje število ljudi z majhnimi situacijami, ki so enako po tem pravilu upravičeni do neke take rešitve. In s časoma se praviloma, po principu, če lahko on, zakaj ne bi tudi jaz, se to vedno širi.
izkušnja Nizozemske je tukaj jasna. Ne? Oni so šli najprej striktno odrasli, a ne striktno osebe brez duševne bolezni. Zdaj smo mi v situaciji, ko so zraven osebe z duševno boleznijo, smo v situaciji, ko so zraven potenovani otroci. Mislim, se pravi, tukaj se vsaka država potem spolski klance za to reče, ko pač enkrat gor stopaš, ne moreš drugače, da se znajdeš na dnu. In tukaj nažalost izkušnje mednarodne so zelo slabe in tukaj ne more noben reči, da se pa lih pri nas to ne bo zgodilo, ravno zato, ker smo rekli, da imamo izhodišče še slabše. Ja. No, preprosto v bistvu gre za povečuje se število usmrtitev, pravica tistih, ki lahko zaprosijo, se povečuje, če dalje več je tistih, ki lahko zaprosijo, tudi to povezano z spolskim klancem, skratka, kot si Urh povedal, ne. Povečuje se število zlorab vedno, kar je pomembno, nismo omenili, tudi to je zelo pomembno, tudi to gre v smer spolskega klanca, transplantacijski program. Na Nizozemskem se že povezuje, da je umirajoča oseba, ki zaprosi za evtanazijo, neke vrste skladišče organov, ne. Zdaj kolegica na Komisiji za medicinsko etiko, profesor Buturovič, omenja že, da se teži k temu, da bi najprej odstranili organe, še pri živi, dokler je oseba še živa, ker so ti organi v boljšem stanju. Srce in pljuča, recimo, in ledvica. Ne srce ne, ampak pljuča pa ledvica, ne, recimo. In šele potem evtanazija. V tem kontekstu se seveda človekovo telo v trenutku, ko neko življenje nima več nobene vrednosti, znotraj evtanazijskih programov nimamo vrednosti več potem, uporabi kot skladišče, s katerim rešujemo druga življenja in se uveljavlja termin altruistične evtanazije. Ne. Skratka, svoje življenje žrtvujem zato, da bo preživel nekdo drug. Ne. Vse to je tudi del spolskega klanca. Kar pa samo po sebi, če smem sem dodati, problematično, to so ljudje, ki ne vidijo smisla, kaj naenkrat najde smisel v tem, da bo drugemu pomagal. In rata tudi družba mu priznava nek status heroja, zato da bo to naredil. In se to spodbuja. In je to neka blazna negativna motivacija, mislim, pač za njih pozitivna, ampak v splošno gledano pa negativna. Za vse, ki trpijo, ki so bolni, ki ne vidijo več smisla svojega življenja, vidijo ultimativni smisel svojega, pa me pobite, lahko zadržim. To je tudi del spolskega klanca. Za enega tazga padalca, kot sem ga prej omenil, je to krasna zgodba. On je ohromel, zdaj bom pa 6 drugih ljudi rešil. Jetra, trebušna slinovka, obe ledvici, pljuča, srce. Roženica. Ima še kdo kakšno vprašanje, komentar? Slovenski človek ni zelo naklonjen skrbi za starega. V velikih težkih zgodbiškah. Ljudje stari so nam odveč. Ravno oni, ki bi mogli najbolj po rokah nositi, oni še samo za starosti so vredni, da ne rečem, kaj so že naredili. Ampak kaj bi ta isti ljudje, ki tako slabo ravnajo, de facto s svojimi ljudmi, pa bi bili za evtanazijo, pa bi bili za olajšanje. A ni to schizofreno? Mislim, tako v bistvu, veste kaj hočem reči? Ti, kaj neki, kaj boš pomagal, mladi, ko ona, veste, Bog trpi, ne? Ja, pa bo manj trpela, če boš nekaj naredil za njo. Veste kaj hočem reči? Ja, ampak po drugi strani pa ravno to ista stvar, je pa isti fenomen, se pravi, ne skrbijo za stare, zakaj ne bi imeli ene instant rešitve, da se lahko izognemo tej situaciji, ne? Pa smo zraven še fini izpademo, ne, mislim, na ta način, ne. V bistvu se lahko ista zgodba v dva zelo različna paketka zaveže, ne. Od mene se je tako, kaj bi se da narediti, to mi je poslušaš, ko se je kaj, tisti se ne smejo na nekih referendumskih nivoju, da neko raje, neko masa, odločajo po kompleksnih stvarih. Ampak kam to gre? Mislim, kako bo zdaj tudi na prostoru slovenskem, a so pritiski iz Evrope isto močni? Da mi to kar ni referendum, če pa kaj tako je. Ja. Tukaj nismo zelo optimistični, kako lahko. Mi smo, recimo, komisija je dala mnenje, ki je bilo v bistvu sicer objavljeno, ampak povsem spregledano se strani medijev. Mislim, kjer smo odločno, se pravi, celotna zdravniška stroka je odločno zavrnila to, ampak to je šlo mimo. To nobenega ne, se pravi, tako kot smo se prej pogovarjali, danes so en človek en glas, ne glede na to, kaj veš. Verjetno treba
po mojem pravilen pristop to, kar mi zdaj tukaj počnemo. Ne? Se pravi, da se pogovarjamo z ljudmi, z mladimi ljudmi, mogoče da to širimo, da se pol naprej ljudje pogovarjajo in da se verjetno ni kakšni bolj enostavni način. Ne, mislim, da je že naš bivši predsednik, pokojni predsednik Trontelj nekje zapisal, da se bo humanost civilizacije merila po tem, kolikšni meri smo in kaj smo pripravljeni storiti za umirajoče. Ne? To se sliši lepo in je možno in smiselno temu pritrditi, da če pogledamo na gibanje in stanje v naši družbi, pa ne samo slovenski, temveč nasploh v tako imenovanih demokratičnih državah, morda tudi širše, pa saj jaz osebno nisem optimist. V ozadju gre za zelo silovita vrednotna vprašanja, dejansko smo na nekem prelomu. Lahko rečemo, da gre za neoliberalni sistem, v katerem živimo, ne, in da eutanazija neoliberalnemu sistemu tako odlično odgovarja, ne, ker na najbolj preprost, cenen način rešuje probleme, ki jih neoliberalizem sam ustvarja. Ne. Tisto, kar ste vi sami dejali, ne zavedamo se, ali pa premalo se tudi o tem govori, vedno znova naštevamo novo vprašanje načenjamo, ne, kar kaže na kompleksnost. Skratka, premalo se govori o tem, da sodobno družbo opredeljuje tudi to, da fizični smrti predhodi tako imenovana socialna smrt. To so ne govorili. Skratka, starejši, nebogljeni, strani svojih lastnih otrok zapuščeni, ki imajo drugo delo in nimajo časa, puščajo svoje starše, da vegetirajo doma. In najhuje je nekomu, ki je star in ima občutek brezvrednosti in njegovi lastni otroci nimajo več časa, ki ga nimajo, ne, in ga ne morejo imeti, da bi se jim posvečali. In ta socialna smrt je nekaj, kar je izjemno veliko psihološko breme. In če se tej tako imenovani socialni smrti 5, 10, lahko tudi 20 let pred možno fizično smrtjo pridruži se potem neka neozdravljiva bolezen, ne, potem si lahko predstavljamo, da bo ta oseba želela smrt. Ne. In v tem kontekstu, skratka, družba sama se razvija tako, da se bojim, da v nekem trenutku druge možnosti, kot je eutanazija, ne bomo imeli, ne? In to je katastrofalno. Tega se bojim, ker se hkrati tudi zdravstveni sistem znotraj neoliberalnega sistema ne more dovolj učinkovito prilagajati demografskim pritiskom. Če dalje dlje časa živimo, če dalje več drugih neznanih generativnih in kroničnih bolezni in sistem tega ne more ustrezno nagovoriti in poskrbeti v smislu zaščite dostojanstva vsakega posameznika. In tu je potem instrument eutanazije, priročno sredstvo tega istega neoliberalnega sistema, ki bo z velikim užitkom to pograbil in večina ljudi bo temu rekla ja, ker si vsak želi postaviti v kožo trpeče osebe in bo rekel, ne, tudi jaz tega ne želim zase. In če nimam sistema, ki bi poskrbel za dostojanstveno umiranje, ne, why not? In v tej smeri gre družba. Ne zavedajoč se, da mi smo že pravzaprav zelo globoko na tem neoliberalnem vlaku in moj strah je, da bo težko to preprečiti. Ne. Možno pa je preprečiti z neko celovito reorganizacijo družbe na vzgojni ravni najprej. Ne. Sicer je pa to zelo, zelo težko. Ne. In mi se tukaj borimo z vsemi sredstvi, dokler to gre, ampak s ljudmi, ki se pogovarjam tudi v tujini, tudi s strokovnjaki, gledajo zelo osko, atomistično. Ne želim umreti na ta način, zakaj ne bi, to je moja pravica, ampak globlje se pa ne spuščajo. Ne. Je pa ena stvar, ki je spregledana, ne, in je pa odgovornost zdravništva za to stanje neurejene paliativne oskrbe, ker mislim, da smo bistveno premalo mi naredili. Tukaj pa ni kriv noben liberalni filozof, pa noben politik, da se zdravništvo ne zna upreti na eni strani hudim pritiskom farmacevtske industrije, ki nas zelo pogosto sili v neke strokovno zelo vprašljive pa izjemno drage postopke. Na drugi strani pa ne znamo, ker ta denar, ki ga dajemo za zdravstvo, bi se dalo na veliko bolj human način prerasporediti in tukaj smo pa zdravniki tisti, ki bi to morali narediti. Jaz iz svojega področja onkologije vam povem, da se zelo veliko denarja namenja za zelo vprašljive koristi nekih reševalnih terapij. Pacient dober je bil operiran, potem dobi prvo kemoterapijo, potem se skaže, da ta ni učinkovita, pa dajo drugo, pa tista spet ne pomaga, pa dajo še tretje. In vsaka naslednja je manj učinkovita, bolj toksična in dražja. In tukaj se toliko denarja stran zmeče po nepotrebnem. Korist od vsega tega je minimalna, če sploh.
ne bom vas zdaj z nekimi številkami moril, ampak jaz sem naredil analizo za pljučnega raka, kaj pomeni druga linija terapije, se pravi, ko prva kemoterapija pri pljučnem raku ne pomaga, kaj pomeni druga linija. Čisto na kratko povem, 20% pacientov ima korist od tega, 80% ima pa zelo resne stranske učinke. 80%. Ampak 100% vsi pa plačajo za farmacevtski industriji zelo drage njihova zdravila. In tukaj noben drug kot zdravniki ni, ki bi lahko to presekal in bi rekel, odgovornost naša mora biti postaviti kvalitetno paliativno terapijo, pa tudi, če kakšna tretja linija terapije za raka umanjka, če ni več dostopna. Ampak farmacevtska industrija je tako agresivna z svojimi študijami, ki jih sponzorirajo, ki so pristranske in ki pokažejo nek minimalen korist. Niti pri eni študiji pa ni napisano, koliko stanejo ta zdravila. Niti pri eni študiji to ne piše. In študije so velikrat pristranske narejene. Tako da tukaj bi lahko veliko naredili za to, da bi res omogočili kvalitetno paliativno terapijo. Najbrž tudi na drugih področjih medicine. Zelo pogosto vidimo, kako stara, dobra zdravila zginjajo, ker so preveč poceni. To je splošen pojav. Ne? Meni je rekel kardiolog, profesor Žemba je rekel, sem ga enkrat vprašal, zakaj več lanitopa ne pišete, ker lanitop je eno najbolj, to je osnovno zdravilo za srce, je rekel, zato, ker je preveč pocen, so ga umaknili iz tržišča. Imajo celo vrsto novih zdravil. Je rekel, jaz ga včasih še vedno napišem in ima veliko korist, ampak ni pa popularno, mladi zdravniki nič ne vejo o njem, ker je preveč pocen. In tukaj smo preveč se spustili v to noter. Tako da na vseh področjih medicine bi bilo treba bistveno prestrišti koristi farmacije, pa bi lahko zelo veliko denarja prihranili. Hvala. A veš, recimo pri covidu so dali 13 milijonov evrov za zdravilo Molnupiravir, se pa čez kratek čas pokazalo, da je čist neučinkovit oziroma toksičen in so ga umaknili. In bo šlo uničenje. Pa je to 13 milijonov velik denarja. Tako ta misel, ki ima malo zdaj mogoče za zaključno. Tako da je odgovornost naša tudi. Niso samo zlobneži na strani nekaterih drugih. Ja, in tako, če pogledamo z druge strani, ta misel niti ni nujno tako negativna, ker pomeni, da lahko nekaj naredimo, tudi z relativno malo sredstvi. Tako da, zdaj, če ni več komentarjev, ali pa če ima še kdo od vas kaj za zaključati, bi se pa najlepše zahvala našim gostom. Pa se mislim. Se bo zborče slišati, grem na evtanazijo, pa še vedno so tukaj, tako da... Večina je še vedno tukaj, ne? Tako da hvala lepa vsem štirim odličnim specialistom, ki so pa skromna darilca strani šole. Hvala. Na koncu, hvala lepa. Hvala. No, vidiš. Tako. Svetlični med, krasno. Zame na koncu, ampak tudi na začetku.